Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Na samem začetku, da se nekaj zmenimo, takoj po snemanju imam drugo snemanje in nimam veliko časa, danes ne bo veliko zajbanci, se opravičujem. Vsi tisti, ki v vesteh na vesteh iščete same zajbanci, se lahko odklopite kar takoj, ker jih ne bo, ker ni časa. Peva, Andraž, ne? Se zgledaš kot Andraž. Slovenski borec za pravice afriških ljudstev in popotnik Tomo Križnar se je oglasil iz Čada. Tehnologijo, ki jo je odnesel v Darfur, je uspešno predal tamkajšnjim prebivalcem in jih naučil upravljati s kamerami, prenosnimi računalniki in satelitskimi telefoni. Še tega se nam je manjkalo. Novih 10 000 Darfurcev na Twitterju. Akcija postavitve antene dr. Janeza Drnovška je tako bojda uspešno izvedena, čeprav je Tomo v zadnjem pismu iz Čada okrcal slovenskega operaterja mobilne telefonije, ker podarjene SIM kartice niso aktivirane in zato računalnikov v Darfurju še vedno niso povezali s satelitom. No, važno, da računalnike imajo. Predsednik republike Danilo Türk se v tem trenutku z Darfurjem najbrž ne obremenjuje. V pogovoru z Janijem Severjem pa je izrazil predvsem skrb zaradi gospodarske krize, ki načenja našo državo. Kriza bo prizadela naše gospodarstvo, nekateri to krizo že čutijo, drugi jo še bodo, vendar moramo vedeti, da je ne bodo čutili vsi, ne vsi enako in da bo treba pozornost posvečati tistim, ki jo bodo čutili najbolj. To pomeni, treba bo dajati v ospredje ohranjanje delovnih mest, kjerkoli je to le mogoče, in pomoč tistim, ki bodo prizadeti. Takih pa je na Slovenskem veliko, zato se tudi jaz čedalje bolj posvečam socialnim vprašanjem. Svoje je na zadnji novinarski konferenci povedal tudi nekdanji premier in sedanji predsednik SDS-a Janez Janša, ki je, kot ponavadi, kritičen do dela vlade, predvsem do rebalansa proračuna za leto 2009. In številke, o katerih razpravljajo in odločajo poslanci, v teh dneh enostavno ne držijo. Sprejemali bi, če bo o tem glasovano, nekaj, kar nima nobene zveze z realnostjo. Vsebinski razlog, ki pa je bolj bistven, pa je v dejstvu, da vlada ob tem, ko napoveduje padec gospodarske rasti za alarmantne 4%, predlaga povečanje javne porabe za 17%. Na Janševo kritiko dela sedanje vlade pa se je seveda takojci odzval prvak vladne koalicijske stranke Zares, Gregor Golobič, ki je navdušen nad cinizmom kolege Janeza. To kaže ta cinizem, ki je značilen za naprimer včerajšnje izjave o tem, kako je prejšnja vlada dosegala visoko gospodarsko rast, ta vlada je pa uspela zbiti ta gospodarsko rast. Mislim, to kaže, s kako neresno, neodgovorno in neko nizkotno, sramotno oblastjo smo imeli Slovenijo opravka v prejšnjem mandatu. Dva premierja, bivši in sedanji, sta spregovorila o čolnu, ki plove proti krizi in organiziranemu veslanju posadke. Enotna sta si vsaj v tem, da smo vsi v istem čolnu. Če hočemo doseči soglasje, da smo vsi v istem čolnu in da vsi veslamo v isto smer, potem moramo to povedati, da bo veljala taka praksa tudi potem, ko bomo išli iz krize. Torej, ta teza, da smo vsi na istem čolnu, ta čoln postaja podmornica, če bomo rasli negativno, da smo vsi odgovorni in da moramo vsi prispevati, je tudi neka fraza, ki enostavno ne odraža resničnost. O zlorabi zasavskih otrok, komentar dneva, Boštjan Pihler. Znano je, da otroci v predstavah ljudi najpogosteje simbolizirajo nedolžnost, odkritost, ljubkost, če hočete. In te pozitivne asociacije ljudi do otrok so marsikateri bedniki radi izkoristili sebi v prid. Zgodovina nas je že velikokrat izučila, da imajo ljudje, ki se radi javno postavljajo v družbi otrok, praviloma kaj slabega za bregom. Da so otroci le krinka za slaba dejanja in slabo vest. In tako je še danes. Bodimo konkretni. 16. marca sta Lafarge Cement in občina Trbovlje podpisala donacijsko pogodbo, s katero bo Lafarge občini daroval 43 000 evrov za izgradnjo otroških igrišč. A tako torej, 43 000 evrov je vredno to, da po drugi strani občina Trbovlje od Lafargea ne zahteva ključnih podatkov o onesnaževanju okolja.
V ceno je šteto tudi to, da občina Trbovlje nima nič proti umazani nameri Lafargea, ki hoče v bodoče še velikokrat bolj onesnaževati okolje z rakotvornimi snovmi, kot to predvidevata slovenska in evropska zakonodaja. Vloga Lafargea za ekstra povečano onesnaževanje je na Ministrstvu za okolje in prostor, predstavniki občine Trbovlje so jo prebrali in niso imeli nobenih pripomb. Tako se za manj kot polovico odstotka čistega letnega dobička Lafarge cementa in za manj kot 1 evro po človeku žrtvuje zdravje prebivalcev Zasavja. Iztok Virant, direktor Lafarge cementa, magister Andrej Sopotnik, ki je v Lafarge cementu odgovoren za odnose z javnostmi, ter ostali Lafargeovci, ob njih pa trboveljski župan Bogdan Barović s svojo občinsko ekipo. Vsi ti ljudje vedo, da je Lafarge cement po letu 2005 po uradnih podatkih za več kot 5-krat, torej za več kot 500% povečal emisije prahu, na katere so prilepljene rakotvorne težke kovine in organske spojine. Seveda vedo tudi za žalostno zdravstveno sliko prebivalcev Zasavja, tudi otrok. In kdo je kriv zanjo? Kljub temu so se vsi ti odrasli ljudje pripravljeni pred vsemi nami skrajno neokusno sprenevedati. Podcenjujoč intelektualni potencial javnosti nas poskušajo podkupiti z raznimi donacijami za izboljšanje kakovosti življenja. Nizkotno, a toliko bolj osladno, hlinijo skrb za otroke in njihov razvoj. To je več kot žalostno. Lahko se le sprašujemo, kje so meje človeške pokvarjenosti. Za boljšo predstavo priporočamo ogled priložene PowerPoint predstavitve. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Orle, ki letos praznujejo 20. obletnico svojega glasbenega delovanja in ustvarjanja, ob jubileju so izdali novo zgoščenko z naslovom Andacht. Urh Maček pa se je na jubilejnem koncertu pogovarjal s frontmanom Vladom Poredošem. Pol sveta ste obredili, ne? Tam Avstralija, Pakistan, Amerika, še kako pozabil? Kitajska, O, Madonna. No, Kitajska, Nova Zelandija, kje smo še vse bili? Evropo, Kam še ostane za naslednjih 20 let? Luna, Mars? Južna Amerika pa Afrika. Aha. To misliš, da bojo slišali zamejci? YouTube gledajo, tako da bi vas lahko povabili, ne? Mislim, da bi šlo, so neke veze, so že tako počasi, što počasi štrikam. Poznam 3 doline, 3 čudne dekline, Pelotranja jim je pošel. So punce brez dote, slovenske sirote, in snopci odšli so darjam. V galeriji Kapelica se je predstavila Nada Prljas s svojim 8-urnim performansom Svetovni barok, readaptacija performansa Balkan barok svetovno priznane umetnice Marine Abramović. Tokrat so kosti nadomestile slabe novice v tiskanih medijih. Še vreme? Ej, vreme. Kurc te gleda. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. In na začetku sem vam rekel, da ne bo zajebancije danes in vsem tisti, ki ste čakali, ste mislili, aha, Jola si rekel, ne bo zajebancije, zdaj bo pa zihar, kaj idemo gledati, kaj bo zihar, kaj ste spustil. Evo, nisem imel časa, grem na drugo snemanje, nasvidenje.